Osnovna naloga fizikalno-kemijskega laboratorija je spremljanje lastnosti eksplozivnih snovi. V prvi vrsti je namenjen kontroli kakovosti streliva. Laboratorij izvaja naslednje preizkuse in analize. V prvi vrsti določanje kemijske stabilnosti nitroceluloznih smodnikov, določanje balističnih lastnosti, kalorimetrične teste, termične teste, vizualne preglede in pa teste občutljivosti. V fizikalno-kemijskem laboratoriju izvajamo teste kemijske stabilnosti po NATO standardih in AOP-jih. Strelivo, ki prispe na kontrolo v FKL, se vzorči, opravi analiza malodimnih smodnikov in balistični testi. Posebno pozornost namenjamo strelivo zmesi in izvajamo kontrolo smodnikov pridobljenih pri prevzemih novega streliva. Ob koncu se na osnovi kriterijev NATO standardov določi čas vzorčenja in čas varne uporabe. Za opravljanje teh nalog se zahteva izobrazba tehnične smeri, to je kemijski tehnik in visoka izobrazba kemijske smeri. V fizikalno-kemijski laboratorij pride vzorec streliva in potem ga mi sami stavimo in sicer odstranimo kroglo in vsujemo iz tulca smodnik v steklenico, kjer se na njo napiše številka vzorca in vzorec smodnika gre v analizo. Najprej ga je potrebno zatehtati in potem raztopiti v ustreznem topilu in pripraviti za nadaljnje analize. S tekočinsko kromatografijo določimo sestavo ekstrakta malodimnega smodnika in potem dobimo procente prostega stabilizatorja, ki je najpomembnejša komponenta v smodniku. Nato vzorček izpostavimo umetnemu staranju pri povišanih temperaturah in ponovno preverimo procent prostega stabilizatorja. In na osnovi tega se odločimo o življenjski dobi smodnika. Občutljivost na udar eksplozivnih snovi določamo tako, da vzorec izpostavimo udaru različnih uteži z različnih višin. Beležimo višino, kjer pride do vžiga ali eksplozije in jo z upoštevanjem mase podajamo v džulih. Kontrolno-tehnično streljanje izvajamo na terenu, ponavadi na počku, in sicer merimo začetno hitrost preleta izstrelka čez dva senzorja, ki sta medsebojno oddaljena 2 metra. S tem določamo balistične karakteristike streliva, ki se morajo ujemati s karakteristikami EPVAT testa.